Starčem greva včasih tudi ven. Ostani doma, ampak to ne velja, kadar kužke prime lulat pa kakat. Takrat, Dačo, poglej, takrat greva midva ven. Ja, pecem. Je že šel. Tako, s Tačem sva se vrnila s prehoda. Neke stvari sva našla, nekaj nabrala, opazovala in zdaj je čas, da to, kar sva prinesla s seboj, uporabiva za eksperimentiranje. Pripravljeni? No, pa začnimo. Danes si bomo pogledali posebne številke, ki jih imenujejo Fibonaccijevo zaporedje. Fibonacci je bil Italijan, ki je živel pred mnogimi leti. Pravzaprav se je pisal Bonacci in bil sin od očeta, ki se je tudi pisal Bonacci. Ampak v Italiji se sin reče figlio in okrašava za figlio je fi. Tako da so kar sinu rekli Fi Bonacci. Katere so te številke, ki so tako zanimive? Fibonacci je vzel najprej številko 0. Potem pa zraven napisal še prvo naslednjo številko, torej 1. Zdaj pa rekel, koliko je 0 in 1? 0 in 1 je 1. Spet je seštel zadnji dve številki, 1 in 1 je 2. 1 in 2 je 3. 2 in 3 je 5. 3 in 5, 8. 5 in 8, 13. 8 in 13, 21. In tako naprej in tako naprej. Tole zaporedje, ta niz številk se imenuje Fibonaccijevo zaporedje. Fibonaccijeva števila pa ima narava zelo rada. Zanimivo je opazovati razne rastline in pogledati, ali se ta števila skrivajo v rastlinah, sadežih. Poglejmo. Najprej poglejva deteljo. Koliko listkov ima? 1, 2, 3. Fibonaccijevo število. Trobentica. Koliko listov? 1, 2, 3, 4, 5. Imena te rože, pravzaprav grma, ne poznam. Diši po medu. Kaj pa cvet? 1, 2, 3, 4, 5. Marjetica. Nekoč smo te bele listke trgali in govorili, ljubi me, ne ljubi me, ljubi me, ne ljubi me. No, teh listkov je ogromno in prešteli smo več marjetic, dajte še vi, nismo našli pravzaprav ene povezave z Fibonaccijevimi števili. Tako da
sem skoraj obupal, ko sem jih trgal. Sem že hotel reči, Fibonacci me ne ljubi. Takole bom pustil en listek na marjetici. Takole. Ampak, potem sem pa rekel, kaj pa če preštejem te male zelene listke? A vidite, te nazobčane listke. Pa dajmo začeti tukaj pri tem belem listku. Torej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha! 13 pa je Fibonaccijeva številka. Prerežimo jabolko počez. Ena, 2, 3, 4, 5. Še nekaj. Pokazal vam bom, kaj je tač našel med sprehodom. Storž. Našel je storž. Pravzaprav 2 storža. Kaj imajo storži opraviti s Fibonaccijem? Poglejmo si koliko je teh poševnih črt naokrog po storžu. Pa jih označimo s flomastrom. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kaj pa, če gremo v drugo smer? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Torej, položimo nekje tukaj. Poglejte naokrog. Če imate vrt, se sprehodite po njem, poglejte svoje rastline in skušajte ugotoviti, a se tudi v njih skriva kakšna Fibonaccijeva številka iz Fibonaccijevega zaporedja. Poglejte tudi, a to res zmeraj velja. Jaz sem recimo našel tole narciso. Ta ima 6 listkov. Ne vem, nimam odgovora. Tudi tale. Če nimate vrta, pa poglejte doma. Razrežite jabolko, razrežite pomarančo, banano. Še kako sadje?